Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Dnevi lahkega branja v Ljutomerski knjižnici. Murskosoboški gasilci bogatejši za 2 novi vozili. V Pomorskem muzeju v Murski Soboti poteka konzervatorsko-restauratorska transverzala. V oddaji iz našega studia bo naš gost, župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel. Napoved vremenoslovcev pravi, da bo jutri sprva jasno. Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V Splošni knjižnici Ljutomer so se letos prvič priključili projektu Dnevi lahkega branja. Ti poudarjajo pomen dostopnosti gradiva v lahkem branju za uporabnike ranljivih ciljnih skupin. V Splošni knjižnici Ljutomer se je včeraj začela poslanica ob dnevih lahkega branja. Ti poudarjajo pomen dostopnosti gradiva v lahkem branju za uporabnike ranljivih ciljnih skupin, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega knjižničnega gradiva. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice dr. Nataše Pirc-Musar. Mi se letos prvič priključujemo tej akciji in sicer na povabilo naše pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Nam je bil ta projekt zelo všečen, kajti potekajo od 25.5. pa do 5.6. To je projekt, kjer želimo, da knjižnice naredimo še bolj dostopne, brez ovir. Lahko branje je branje, kjer se knjiga priredi, zgodba priredi tako mladim kot starejšim, ki malo težje zmorejo neke zgodbe do konca prebrati, ko je veliko besedila. Tako da to je vse prirejeno, bomo videli danes tudi na praktičen način, kako so si učenci iz osnovne šole Cvetko Golar vse te zgodbe priredili. K sodelovanju so povabili mlade iz osnovne šole Cvetka Golarja iz Ljutomera, ki so na dogodku predstavili igro v lahkem branju. Je drvar počel ribari. Ujel je zlato ribico. Zlatila se je pod soncem. Mi prirejamo te knjige za lastno šolsko, lokalno oziroma šolsko rabo. Drugače pa obstaja na spletnem portalu Lahko je brati pravila oblikovanja v lahkem branju. Potrebno je upoštevati velikost pisave, font pisave, torej Arial 14 velikost, neke razmike določene med vrsticami, med črkami. Potem je potrebno upoštevati ta jezik. Moramo vedeti, da lahko branje obstaja tudi v 4 težavnostnih stopnjah. In sicer prva stopnja je samo v slikah, oziroma celo je samo tipanka, druga stopnja ima sliko zraven, tretja stopnja je slika in besedilo in četrta stopnja je potem samo besedilo, pa tu pa tam kakšna ilustracija. Pri projektu Dnevi lahkega branja sodeluje tudi Varstveno-delovni center Murska Sobota s svojimi enotami. VDC Murska Sobota smo se že kar 8 let nazaj lotili tega projekta skupaj z knjižnico Murska Sobota. Z pisateljico Karolino Kolmanič smo se povezali in smo takrat začeli z lahkim branjem. Projekt je nastajal kar nekaj časa. Nastala je skupna knjiga z gospo Karolino Kolmanič. Od takrat, mislim, da letos je bila 8. bralna značka, sicer Karolinina bralna značka, kjer nam je pisateljica dovolila, da se uporabi njeno ime. In naši bralci zelo radi sodelujejo v tem projektu. Pogosto namreč predpostavljamo, da je branje razumljivo, a mnogim žal ni. Za nekatere uporabnike je branje lahko napor, ovira ali celo razlog za izogibanje knjižnici. Splošne knjižnice imajo zato pomembno nalogo pri odpravljanju ovir in omogočanju enakopravnega dostopa do informacij. V Murski Soboti je bil sobotni večer v znamenju gasilstva. Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota je pripravilo slovesni prevzem novih gasilskih vozil GVC1 in GVM. S prevzemom novih vozil so murskosoboški gasilci zaznamovali pomembno pridobitev za društvo.
Po slovesnem delu pa se je dogajanje nadaljevalo z veselico. Za dobro vzdušje sta poskrbeli glasbeni skupini Stop in Tarapana Band. V Pomurskem muzeju v Murski Soboti poteka konzervatorsko-restauratorska transverzala. Z nami je konzervatorka-restauratorka Leja Hadler. Lepo pozdravljeni. Hvala. Kako naj si predstavljamo konzervatorsko-restauratorsko transverzalo? Gre za predavanje ali pokažete tudi praktično, kaj počnete konzervatorji-restauratorji? V bistvu tukaj gre za projekt in v okviru tega projekta, te konzervatorske in restauratorske transverzale, potekajo različni dogodki. Od odprtih razstav do odprtih vrat konzervatorskih delavnic do predavanj. V bistvu namen tega projekta je, da se združijo ti dogodki v nek koledar, ki je dostopen na spletu in da pač poteka neka pot od enega dogodka naše stroke, konzervatorsko-restauratorske, do drugega dogodka. Tako da praktičnega dela tukaj prikazanega ni. Pač edino, recimo zdaj v Velenju bo odprtje konzervatorskih prostorov, tako da pri nas bo pa potekalo v Pomurskem muzeju pa 2 predavanje. Zelo simbolično ste zapisali nevidno delo konzervatorjev, restauratorjev, kar je konec koncev res nevidno in zelo malo vemo o tej stroki. Tako, pač namen tega projekta je, da širši javnosti približamo našo stroko, našo dejavnost, pač s čim se ukvarjamo, se pravi z ohranjanjem in varovanjem predmetov, in da pokažemo tudi mogoče pač tudi to nevidno delo, ki poteka tudi med vsem muzejskim procesom. Restauriranje zbirke iz druge polovice 19. stoletja je tudi ena izmed delavnic. Kako se tega lotevamo oziroma kako ljudem predočiti, kaj pravzaprav vaše delo je? Pač naše delo zajema, se pravi, da pač predmet moramo ohraniti, ga stabilizirati, zaščititi. Zdaj, če potrebno, potem tudi, se pravi, restaurirati. Se pravi, da potem lahko, se pravi, sedaj uživamo v tem predmetu in tudi potem naslednje generacije, se pravi, da ti predmeti se pravi ne propadajo, da so lahko razstavljeni in ali pa shranjeni v depoju. Laično bi najprej menili, da je najprej restauriranje predmeta in šele nato konzerviranje, ampak nosite naziv konzervatorsko-restauratorska delavnica, kot je tudi vaš naziv kondenzatorka-restauratorka. Torej pomeni, da najprej predmet je treba zaščititi tako, kot je, in potem šele po potrebi restaurirati. Tako je, tako. Pač stroka konzervatorsko-restauratorska v bistvu obsega 3 dejavnosti. To je preventivna konzervacija, potem kurativna konzervacija in na koncu šele restauriranje. Tako da v bistvu preventivno pomeni, da mi samo predmete pravilno shranjujemo, z njimi rokujemo, jih pač v primernih prostorih se pravi shranimo, v primernem okolju, da so primerno zaščiteni v škatlah, če je potrebno. Potem kurativna konzervacija pa pač to pa pomeni, da jih tudi, pač to so res predmeti, ki jim že pač grozi propadanje, tako da jih potem v tej fazi moramo tudi, se pravi, stabilizirati, zaščititi. In to v bistvu največ tega dela največ upravljamo, pa tudi preventivne konzervacije upravljamo ogromno. Kaj to, mislim, pomembno je, ker če je pravilna ta preventivna konzervacija, potem sploh ni dosti potrebno restaurirati. Tako da To se pravi, da pri vašem poklicu je potrebno imeti zelo veliko potrpljenja, kajti te stvari ne gredo čez noč. Ne, to pa ne. Trajajo, te procesi trajajo. Hkrati pa lahko poudarimo, da pravzaprav mi na Slovenskem neke ciljne izobrazbe za konzervatorsko-restauratorska dela nimamo. To se pravi, da se učite ob delu. Tako, učimo se ob delu pri raznih konzervatorjih, restauratorjih. Smo tam 1 leto
In potem pač upravimo tudi strokovni izpit iz tega, tudi praktičnega dela imamo izpit, moramo prikazati to, kar smo naredili v tistem letu. Razen pač konzervatorji, restauratorji, ki se ukvarjajo s konzerviranjem, restauriranjem slik. Tisti pa se izobrazijo lahko na Akademiji za likovno in oblikovanje. Tako da to je študij, tam poteka. Zdaj, takole laično, mi si predstavljamo nekak predmet, ki ga arheologi prinesejo, potem gre najprej v vaše roke, da ocenite oziroma konzervirate, ja, tako moram reči. Tako, v bistvu mi imamo eno lepo delo, v bistvu vsak predmet, ki pride v muzej, ki je že v muzeju, gre skozi naše roke. Ker pač potrebno je pregledati predmet, v kakšnem stanju je ohranjen, kakšne so že poškodbe, kakšne bodo, moramo tudi predvideti, mogoče kakšne poškodbe se lahko še pokažejo tekom časa. Ne glede na material, iz katerega je. Tako. Zdaj pač v našem Pomorskem muzeju delujeva pač dva konzervatorja. Jaz sem konzervatorka, restauratorka za kovino, Aleš je konzervator, restaurator za les. Ampak preventivna konzervacija pa moraš poznati seveda vse materijale. Tako. In pri nas smo bogati z raznimi predmeti, ki so arheološke najdbe, tako da vam dela ne zmanjka. Ne, tako je, tako. Poleg arheološke kovine pa potem imamo tudi ogromno obrtniške kovine, umetniške kovine, tako da ja, to je res eno tako široko področje. Konzervatorka, restauratorka Lea Hadler, torej, ko se bomo naslednjič sprehodili skozi muzej in pogledali karkoli razstavljenega, se moramo spomniti, da je to v bistvu delo rok konzervatorjev, restauratorjev. Tako. V nadaljevanju našega programa bo gost župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, ki je med drugim napovedal dela in načrte za ureditev Kranjčeve ulice. Ja, dela se bo začela v začetku naslednjega meseca. Projekt je vreden nekaj čez 400 000, mislim, da 404 000 je ocenjena vrednost. Tukaj smo pa bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za kohezijo, ker smo pridobili 250 000, torej nekako, da ni proračun v celoti obremenjen. Je pa to tudi cesta, ki je nevarna, ki je ozka, sedaj neurejena, tudi za tiste, bom rekel, revnivejše skupine v cestnem prometu, tako da s tem dobiva Kranjčeva ulica, bo dobilo tudi neko novo podobo. Seveda je potem cilj v naslednjem letu, da se nadaljuje tudi do Gajeve oziroma z ureditvijo Gajeve ulice, da se tudi to območje uredi, kot so to neki standardi, ki jih v današnjem času že zasledujemo. Poglejmo še napoved vremenoslovcev. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne so možne plohe. Dopoldne je bilo jasno. Opoldne so v Murski Soboti, Lendavi in Ukrajinskem parku Goričko namerili 28, v Radencih pa 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 17, v Mariboru 16, najvišje dnevne okoli 31 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo večinoma jasno. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 11 in 17, čez dan pa med 23 in 31 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomorskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro.